Se tudi tebi kdaj zgodi, da se ti zdi, da te posel kar malo prehiteva, da imaš 1000 in 1000 nalog, pa potem nič v bistvu se ne mogoče niti predstavi tako naprej, kot si želiš. In mogoče imaš poln urnik, pa sploh ne veš, kako v bistvu si vzeti še čas zase in tako naprej. Če je tvoj odgovor vse približno da, potem je ta epizoda točno zate, saj bom v tej epizodi delila 7 načinov, kako si ustvariš več fokusa oziroma 10 načinov, kako lahko se izogneš izgorelosti v podjetništvu. S tabo bom pa delila tudi 5 mojih najljubših aplikacij oziroma orodij, ki mi prihranijo vsaj 2 uri na teden. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Zdaj, če poslušaš ali pa gledaš ta video ali pa poslušaš podcast, potem definitivno verjamem, da si ena izmed tistih podjetnic ali pa podjetnikov, ki v svetu res delajo dobro, ki svojim strankam res prinesejo veliko rezultatov. In kdaj pa se mogoče počutiš, da tvoja iskrica ugaša, ker imaš preveč dela, mogoče z drugimi zadevami, admin delo in vsemi ostalimi zadevami. In seveda popolnoma te razumem, ker velikokrat pač zraven tega, da sem tudi jaz bila v tej situaciji dlje časa, pred leti. Velikokrat tudi vidim, da so podjetnice pa podjetniki tudi zdaj večkrat, ko pridejo k meni, popolnoma izčrpani, že skoraj res tisto izčrpani tako energetsko, kot tudi tisto, da nimajo več tistega ta pravega žara, ki jih je včasih prižigal. In čisto razumem, da potem nimaš v bistvu sploh kakšne druge volje, še kakega drugega projekta se lotiti, da izgubljaš itak energijo pa motivacijo, še kakšno vsebino dodati, in tako naprej. In mogoče ti ugaša tudi tista igrica, da delaš tisto, za kar v bistvu si šel ali pa šla na poslovno pot, kot je recimo to svoje glavno poslanstvo. In to je res škoda, ker ni potrebe. Kaj pa največkrat vidim, da je tukaj v bistvu nekako napaka, je to, da delamo v bistvu samo v poslu, ne delamo pa na poslu. Zdaj, kaj to pomeni? To pomeni, da delamo samo v bistvu opravila, ki jih imamo na to-do listi, kot tisti delavec, ki dobi recimo nalogo opravil in potem samo dela. Ne vzamemo pa si mogoče čas za planiranje, za brainstorming, za nove ideje, kako bi lahko mogoče bolj učinkovito kaj naredili, kako bi lahko mogoče kaj avtomatizirali in tako naprej. In v današnjem svetu je po mojem mnenju delati na poslu ključno za rast in pa razvoj, ne pa luksus, kot ga mogoče marsikdo razume. In zakaj se razume kot luksus? Ker zato si moramo vzeti čas in mogoče ne prinaša nam recimo zato, da si splaniramo nek projekt, zato, da si vzamemo čas samo za to, za ideje, je včasih občutek, da mečemo stran čas, ki ga pa mogoče že itak nimamo dovolj, In zaradi tega, če potem nimamo tega časa, imamo lahko občutek, da je to nek luksus, da je to pač nekaj, kar je fajn. Ampak če želimo imeti zdrav posel, ki bo tudi hitro ali pa vsaj rasto, vsaj da ne bo stagniral, je pa v bistvu to nujna komponenta, da delamo torej na svojem poslu. In ne samo, torej nismo samo tisti priden delavec. Pa ne narobe razumeti, tudi ne mislim nič negativnega, ker ta vloga pridnega delavca je super, ko pač delamo ta del posla, je fantastična, ni pa dovolj, da pač imamo celoten posel, ker verjetno si že opazil ali pa opazila, da ko greš enkrat na svojo podjetniško pot, ni dovolj samo izvedba, tako kot mogoče v službi, ko dobiš neko pozicijo v službi, veš točno, kaj so tvoje zaposlitve, pa naloge, ampak v bistvu prevzameš kar nekaj drugih vlog, kar naenkrat moraš poznati vsaj osnove računovodstva, potem moraš poznati marketing, potem moraš poznati to pa ono in ne samo tvojega osnovnega dela. In seveda je lahko včasih to mogoče tudi malo strašljivo, ni pa nujno. Je pa definitivno to ena taka čudovita pot, ni za vse, je pa za tiste, ki mogoče si to želijo in preko se zmostrimo in sprejmemo vse
vse te naše vloge, prej lahko tudi napredujemo. In jaz vem, da na začetku poti, bila ta priden delavec, ki samo dela in si ne vzame časa, ker sem ravno to mislila, da to, da delaš ti nekaj na poslu, pa planiraš naprej, da to bo potem enkrat, ko bom jaz ful zaslužila in tako naprej, ker to je pač luksus, V resnici pa potem, ko je v bistvu en mentor me usmeril oziroma mi je pomagal v bistvu spremeniti to mnenje, da v bistvu ni tako, ampak da je to v bistvu nujno, če želiš priti do tiste točke, ker delaš lahko samo toliko in toliko ur na dan. In če zmeraj ti vsake dneve samo delaš, verjetno ti bo na eni točki zmanjkalo ali časa ali pa strank. Zato je res zelo pomembno, da delamo tudi na svojem poslu. In verjamem, da če si tukaj pa poslušaš to epizoda podcasta, da si verjetno tudi želiš imeti takšen posel, kjer si zraven tudi strateški kreator, ne samo delavec. Pa delavec ni mišljeno negativno, je zmišljeno zelo, zelo pozitivno. In zdaj, če se sprašuješ, ok, Maja, pa kako pa zdaj jaz naj pridobim moj delovnik, moj teden je čisto poln, kako jaz naj dobim več časa? Če se to sprašuješ, ali pa če si želiš osvoboditi čas, jaz recimo uporabljam ena orodja, ki mi pomagajo in osvobodijo sigurno 2 uri na teden. Če te zanima, lahko spodaj v komentar zapišeš 5 orodij, pa ti pošljem teh 5 orodij, oziroma še boljše, če greš na moj Instagram, pa mi v zasebno sporočilo zapišeš samo ključno besedo 5 orodij, pa ti bom poslala tale PDF s temi 5 orodji, ki so res fantastična in pomagajo in prihranijo ogromno časa, če ne še več kot 2 uri. Okay? Zdaj, seveda pa obstaja tudi boljša pot, da delaš pametneje, ne nujno samo vedno več. Zakaj je to fajn? Pa tukaj ne mislim, da zdaj bo ena čarobna paličica, ki udariš, s to paličico in se bo vse spremenilo, ampak v bistvu, da začnemo si graditi takšen posel, ki v bistvu bomo lahko ne samo mogoče kakšen korak nazaj stopili, ampak da bo v bistvu deloval tudi takrat, ko mi ne delujemo. In danes sem ti v bistvu s tabo želela deliti 7 načinov, kako se v bistvu temo, da izgorimo, da gremo res tiste do končne točke, kjer obupamo, kako se izognemo v bistvu temu, in kako je lahko torej 7 načinov, ki ti pri tem lahko pomagajo. Meni definitivno pomagajo. In prvi način je delegiranje. To pomeni, da v bistvu delegiraš vse, kar je pač možno oziroma ne rabiš narediti ti osebno in lahko naredi nekdo zate. In seveda je potrebno, da je narejeno. To je prva točka. Torej delegiramo samo naloge, ki morajo biti narejene, ki ti prinašajo recimo rezultate in ni potrebe, da jih narediš ti osebno. In zdaj že slišim ta pomislek, ampak Maja, jaz še nisem na tej točki, da bi lahko si privoščil ali pa privoščila, da delegiram recimo naloge nekomu drugemu. In čisto te razumem, ker sem jaz imela isti pomislek, ampak kaj je problem? Problem je, da če v bistvu mi ne naredimo in ne investiramo v to, da si osvobodimo čas, da ga potem lahko ta čas, ki ga potem osvobodimo, si s tem, ker nekaj nalog damo nekomu drugemu, in lahko v tem času ali vzamemo še eno novo stranko, ali mogoče delamo bolj na poslu, kar bo dolgoročno nam prinašalo lahko večje dohodke in tako naprej. Če mi ne naredimo tega koraka in samo čakamo, potem verjetno ne bomo nikoli dočakali tega koraka, ker ne pride, ker moramo mi v bistvu narediti ta korak. Zakaj ne pride? Zaradi tega, ker potem mi nimamo časa sploh planirati, delati na svojem poslu in potem smo spet v tem krogu tega koleščka, kjer ne pridemo ven. Tako da delegiranje je v bistvu zame bil, priznam, da zelo težek korak, ki sem se ga dlje časa tudi izogibala, pa si govorila ne, to pa še ni čas za to in tako naprej, ampak definitivno pa zelo super korak, sploh če si želiš res izogniti izgorelosti, biti za vse sam pa sama, ker ni potrebe. In kaj je potrebno je, da naredimo si torej seznam tega, kar je res potrebno narediti in kar lahko preložimo in potem najdemo osebo, ki nam bo to naredilo. In seveda zraven si pa lahko naredimo tudi čas. Ok, če mi zdaj ta oseba osvobodi toliko časa, ga jaz torej toliko časa dobim, mogoče lahko v tem času ali vzamem nove stranke ali pa nekaj vzamem za nove stranke, nekaj mogoče delam več na poslu. In lahko tako v bistvu še več zaslužiš, kot če vse delaš sam oziroma sama. In seveda si tako lahko potem dopolnjujemo. Druga točka, ki sem jo zraven delegiranja potem želela omeniti, je postavljanje mej. Kaj to pomeni? Ja, meje na eni strani tem, s kom sodeluješ in pa s kom ne, koga lahko maksimalno podpreš in s kom ti je fajn oziroma užitek delovati. Prej, ko imamo postavljene te meje in jasno sliko, hitreje bomo v bistvu tudi delali, ker dejstvo je, da če ti delaš s strankami sploh 1 na 1, je v bistvu fajn, če delaš z takšnimi ljudmi, s katerimi uživaš delati, ker lahko se
potem v bistvu polni izmenjava energije in ni za tebe mogoče tako izčrpajoče, kot če res lahko pomagaš tem svojim strankam. In na drugi strani je postavljanje mej, sem mislila pa predvsem v tem stilu, da si postaviš meje, kdaj delaš. Ali čez vikend delaš ali ne, in če je odgovor ne, potem pač ne delaš čez vikend, ne? In potem tudi postavljanje mej, od kdaj do kdaj recimo je tvoj delovnik. Zaradi tega, da se ta delo ne razvleče potem čez celoten dan. Ker vsi vemo, kako gre, ne? Če si rečeš, ok, zdaj pa jaz delam vsak dan do maksimalno do 3, potem lahko šprintaš in res izkoristiš ta dan do 3, narediš vse, če pa tega nimaš, da več po 3 uri, recimo te meje, da po 3 uri več ne smeš delati, lahko tudi imaš kakšne, če delaš za računalnikom, lahko imaš mogoče tudi kakšne fizične opomnike, kot recimo, da se elektrika izključi ali kaj takšnega, ne? Ampak če imaš samo mejo, torej recimo, da delaš do 3, lahko isto delo do 3 opraviš, če pa te meje nimaš, pa lahko delaš tudi do 8 ali pa 9 zvečer, a ne? Ker kako je že tisto pravilo, da naloge si vzamejo toliko časa, koliko jim dajo. In jaz, ko sem si v bistvu v poslu postavila te meje, so se začeli dogajati veliko čudeži, zaradi tega, ker je zelo pomembno vedeti, da del posla je tudi počitek. In počitek je to, ne vem, ali popoldne, kadarkoli ti pač tudi paše, a ne? Tretja točka je potem avtomatizacija ponavljajočih opravil. Če imaš opravila, ki se velikokrat ponavljajo, potem je nesmiselno, da to zmeraj znova delaš ročno. In to je lahko so računi, lahko so podpisi pogodb, lahko so, ne vem, mogoče še kakšna druga opravila, ki jih počneš, ali pa recimo prodaja izdelkov ali pa storitev, a ne? Pa je zmeraj isti sistem, pa nimaš tega avtomatiziranega, potem so avtomatizacije mailov in tako naprej, a ne? Mogoče tudi odgovori na vprašanja, če zmeraj dobivaš isto vprašanje, a ne? Lahko tudi to avtomatiziraš. Narediš avtomatske odgovore, kjer so že ta glavna vprašanja odgovorjena. Potem rezervacija terminov. Če še to delaš zmeraj ročno, imaš veliko tega, potem je to škoda, ne? Lahko raje, kot da se ukvarjaš s tem, da se dogovarjaš za termin, greš raje ven na sprehod. In definitivno bo to zelo vplivalo na tvoj posel in pa tudi tvoje zdravje. Potem je seveda pošiljanje računov, opomnikov, plačila, načrtovanje objav za družabna omrežja, sprejem prijav za zbiranje naročil ali pa podatkov preko obrazcev, in tega se lahko res veliko nabere. In bolj kot ta opravila torej avtomatiziraš, boljše je torej za. Zdaj, če seveda gremo naprej na 4. točko oziroma 5., ne, je zelo pomembno, da si vzamemo tudi pauze skozi dan. Lahko recimo obstaja ena Pomodoro tehnika, kjer nastaviš 25 minut in teh 25 minut potem res delaš, a ne? Potem pa si vzameš 5 minut pauze, ko narediš par blokov, je lahko tudi daljša pauza. In to je lahko res zelo učinkovito. Zdaj, meni osebno ta tehnika več ni najboljša, tako da rabim te delovne bloke malo večje, ker mi je škoda, ko enkrat noter padem, če tako po domače rečem, da potem, a ne, se motim zdaj z pauzami, ampak raje imam torej daljši blok dela, ampak potem tudi daljši premor. Jaz osebno uporabljam kar Google koledar, kjer je torej pri vsaki nalogi imam tudi vsaj 5-minutne odmore, in to je res ena taka čudovita zadeva, ki res lahko razbremeni cel delovnik, in je fajn, da smo pozorni tudi, da imamo skozi dan torej dovolj teh premorov. Okay? Naslednja točka je, da vzameš dan na off. Torej, da res ne delaš, če je le možno, cel dan ničesar, in da se popolnoma odklopiš. Zame sta običajno to sobota pa nedelja, včasih tudi čez teden, odvisno, a ne, ker smo na taki podjetniški poti, lahko mogoče še kaj malo prilagajamo, ampak načeloma so nedelje sigurno fraj, razen če res kaj izjemoma enkrat, dvakrat na leto, običajno pa tudi večinoma, 90 ali pa 95% pa so tudi sobote. Tako da vikend je pri meni fraj, in to je v bistvu, ko si napolniš energije, ko greš potem naprej, in jaz opažam, da če tega premora ne naredim, potem postane vse skupaj nekaj monotono, zmeraj je isti dan, oziroma zmeraj je tisto samo delaš in ni tistega pravega odklopa. Ko se pa odklopim, pa običajno pridejo ideje, za katere mogoče, ali pa kakšni pogledi, kako bi lahko nekaj naredila, pa me je mogoče dlje časa mučilo, pa nisem dobila tiste ideje, ampak ko si vzamem čas, pa te ideje tudi pridejo. Zraven tega pa seveda se regeneriraš in se res izogneš te izgorelosti, ker verjetno ne glede na to, kako obožuješ svoj posel, pa kako ti je fajn delati v svojem poslu, verjetno nisi na poslovni poti samo zato, da delaš. A ne, verjetno imaš tudi kakšne druge dele življenja, ki jih mogoče tudi želiš izkusiti, ki želiš, da so uspešni. In naslednja točka je 6., je jasna prioriteta na dan. Torej
torej, da si narediš, kaj so tiste jasne prioritete za posamezni dan. Zdaj, lahko je ena, lahko so pa običajno prioriteta itak bi naj bila ena, ne? Tako da je fajn, da imaš eno nalogo, glavno nalogo za tisti dan. Jaz običajno imam eno glavno, pa mogoče še 2, 3, mogoče kakšne večje naloge za narediti, ki so za tisti dan. Kako si jaz planiram in mi res čudovito deluje, da si običajno to pa edino, kar naredim v soboto zjutraj, ko si naredim kakšen čaj ali pa topel napitek, si vzamem še tam enih 5 do 10 minut za planiranje naslednjega tedna, kjer pogledam v bistvu na moj koledar, kaj se dogaja, kaj že imam na koledarju, vnesem to za posamezni dan, potem pa v bistvu pogledam tudi, kakšni so plani, kaj mora biti v tem tednu narejeno in to v bistvu potem razdelim po posameznih dnevih, tako da v bistvu že v začetku tedna točno vem, kaj je tisti fokus posameznega dneva. In to je ena taka zanimiva, mislim, jaz, ko sem to začela delati, nisem niti pričakovala, da bo tako zelo lepo delovalo, ampak v bistvu je fora, da te tako razbremeni tega, da ne rabiš razmišljati, skozi imeti v glavi, kaj moraš še narediti, pa na kaj ne smeš pozabiti, ampak veš, da imaš načrt in če se tega načrta držiš, potem prideš do zastavljenega cilja. In meni osebno je to res taka osvobojoča misel, ki je definitivno jo priporočam. Tako da je zadnja, 7. točka oziroma način, pa torej sem že omenila v uvodu, in sicer, da delaš na poslu, ne samo v poslu. Jaz osebno dolgo nisem verjela, da je to res, ampak ko sem začela to testirati in probati in vedno, ko komu svetujem, da poskusi, ravno zadnjič sem še eni podjetnici to svetovala in potem je bila čisto navdušena, nepričakovano je v bistvu ta super simple tehnika ali pa način, je totalno transformiral posel in rezultati so potem postali veliko hitreje vidni. In to je, da si na začetku dneva vzameš čas za delo na poslu in ne v poslu. To ne pomeni, da odgovarjaš na maile, da pišeš objave za družabna mrežja, ampak da res delaš na večjih projektih, ki te prestavijo naprej. Ali je to načrtovanje projekta, ali je to samo delo na projektu, ali pa je to samo prosti čas za to, da brainstormaš, kaj je tvoj naslednji korak. Skratka, delaš na poslu ne samo za svoje stranke, ampak tudi za svoj posel, da lahko potem raste in se razvija. In pri meni definitivno najboljše deluje to, da si v bistvu zjutraj zdaj že vzamem 2 uri časa vsak delavnik, da v bistvu za ta blok, kar potem tudi delam. In potem ena izmed prioritet je torej vezana za vsak dan tudi na to, kaj delam jaz na svojem poslu in to potem počnem v teh 2 urah. Na začetku, ko sem to testirala, se mi je to seveda zdelo nemogoče, da bi lahko si jaz vzela 2 uri časa na dan, vsak dan, za to, da bi to počela. Zato sem v bistvu začela z 30 minutami. Idealno je, če je možno, da si vzameš 90 minut, ker potem lahko res veliko narediš, ampak če imaš takšen strah, kot sem ga imela jaz in že polni urnik in še teh 30 minut ne veš, kako bo izpeljanih, potem ti vseeno priporočam, da si vseeno vzameš in rezerviraš prvo delo je 30 minut in delaš samo na svojem poslu, na razvoju in pa na rasti. In potem opazuješ, kaj se lahko zgodi, kakšne spremembe se bodo začele dogajati. Pa še enkrat torej pozor, to ni mišljeno, da 30 minut pišeš maile ali pa objave za družabna omrežja, ampak res nekaj, kar bo tvoj posel prestavilo naprej. Tako da definitivno je to zelo pomembno, pa še ta opomba, da to je v bistvu nekaj, kar narediš najprej. Zakaj? Zaradi tega, ker če si to prestaviš na konec, pa greš prvo delati za stranke, pa za vse ostale, potem običajno lažje rečemo, ok, za mene pa ni časa, bom pa jutri. Če pa najprej narediš to zase, dobiš ful energije in ful enega takega še več elana, da zdaj si pa že veliko naredil, pa še dan se je le začel, zdaj pa gremo še to narediti za stranke. In je res tudi ena taka velika motivacija, ki ti lahko pomaga, ne samo pri tem, da ne izgoriš, ampak tudi pri tem, da imaš ful dobre rezultate ali pa boljše rezultate v svojem poslu. Tako da izgorelost v bistvu nikoli ni cena za uspeh. Je samo v bistvu znak, da imaš napačen sistem in ni nič narobe s tabo. In če to opažaš, potem definitivno veš, da je fajn nekaj spremeniti. In ne pozabi, če torej želiš mojih 5 najljubših orodij, ki jih jaz uporabljam, da si vsak teden osvobodim vsaj 2 uri časa na teden, potem spodaj v komentar zapiši 5 orodij, oziroma če greš na moj Instagram, bom link postila tudi spodaj pod videom in mi napišeš samo 5 orodij, ti bom poslala ta PDF, da ga lahko snameš in si jih tudi ti uporabljaš in da ti osvobodijo čas. Okay? Zdaj pa, kaj nadaljevati? Če želiš torej še malo iti bolj globoko v te tematike in si utrujen od nenehnega testiranja, potem mogoče rabiš tale video, ki ga bom tudi spodaj pri
pela in ga lahko pogledaš, da nehaš testirati in imaš večje rezultate. Tako da mi pa se vidimo kmalu. Uživaj in čau. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.